Varnostnik je odločen, da ujame domnevnega tatu v trgovini, vendar bo odločitev v delčku sekunde pripeljala do smrtonosnega izida. Kdo je v trgovini? V trgovini? V redu, samo pojdi sem gor in to sleci. Analiziramo, ali tožilci menijo, da je šlo za samoobrambo, ali pa je bil varnostnik, ki je bil popolnoma preobremenjen. Če ne bodo tako odgovorili, bom kar nadaljeval in odgovoril na vaše vprašanja. V redu, torej želim poskusiti tam pisati. Pravica do nošenja, ja, tako se imenuje vhod. Pravica do nošenja, v redu. Naj mar poguglam. V redu, to je Znotraj zločina, ki ga predstavlja Pravo in zločin, sem Elizabeta Milner. Vsi govorijo o napovedovanju prihodnosti. Kalshi je eden redkih krajev, kjer ljudje dejansko stavijo denar na te napovedi. In ko uporabite mojo kodo ITC, prejmete $10, ko trgujete 10krat po $10. Pri Kalshi ne igrate proti hiši. To je trgovanje od osebe do osebe, kjer kupite pogodbo z odgovorom da ali ne o tem, ali se bo nekaj zgodilo. Torej trgujete neposredno proti drugim uporabnikom. Je nekako podobno trgovanju z delnicami. Cene ne določa algoritem, ki je zasnovan tako, da prevzame nasprotno stran vašega posla. Namesto tega se trg premika glede na ponudbo in povpraševanje, kjer so udeleženci pripravljeni kupovati in prodajati. Javno mnenje določa ceno. Trenutno lahko kupite pogodbo za zmagovalca teksaškega senata. James Talarico se trenutno trguje pri 42%, kar pomeni, da izplačilo za €20 vložka znaša €45 ob pravilni napovedi. In ko se ta verjetnost spreminja, lahko kadarkoli vstopite ali izstopite iz svoje pozicije, da si zagotovite dobiček ali zmanjšate izgubo. Kalshi je odobren strani CFTC in zvezno reguliran, zato je na voljo po vsej državi, tudi v Kaliforniji in Teksasu. Prenesite aplikacijo Kalshi in uporabite kodo ITC, da prejmete $10, ko trgujete z $10. KALSHI. Kalshi. Trgujte s tem, kar sledi. Policisti pravijo, da žrtev ni bila oborožena, ko so jo soočili zaradi predmetov vrednih manj kot $100. Zakaj naj bi torej varnostnik v trgovini Spirit Halloween izvlekel pištolo? Danes je 16. oktober 2020. 5. Nahajamo se v Albuquerqueju v Novi Mehiki. Malo po 17. uri policisti policijske uprave Albuquerque posredujejo zaradi streljanja na parkirišču trgovine Spirit Halloween. Kdo je v trgovini? Kdo je v trgovini? V redu, samo pridi sem gor, usedi se in si to sleci. Oprosti. Daj no. Samo sleci to. Samo trenutek. Samo enega manjka. Roke naj ostanejo tam, kjer so. Samo vzela ti bom orožje. Prvega poznam. Oprosti. O ne. Vzemi si trenutek, samo usedi se. Sleci mu telovnik. Je v redu? Dej, sleci mu telovnik, da bo lahko dihal. Dogaja se veliko stvari in policisti poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo, saj trenutno kaže, da je varnostnik morda ustrelil stranko. Kaj pa bi sploh lahko povzročilo kaj takega? Je to v redu? Imaš še kakšen pogled v posteljo? To bi moralo biti vse z moje strani. V redu, imam volan. Karo, usedi se, hvala. Prišli bomo govoriti s tabo čez trenutek. Varnostnik je bil kasneje identificiran kot 25-letni Josiah Armio.
In policija pravi, da je moški, ki ga je obtožen ustreliti, umrl zaradi poškodb. Ko vi pogledate to, pravkar smo prišli pomagati. Jaz sem samo iskal svojo pozicijo. Odgovarjal sem s svojega položaja. V redu, torej, ko ste prišli, se je vse že zgodilo. V redu. Nisem se ga dotaknil, nisem izvajal oživljanja, bil je pri oživljanju, poskušal sem priti zraven, ampak do pričakovanja. Poskušala sem priti zraven, ampak pričakovanje. Prej sem tukaj prinesla sliko. Pričakovanje. Ja, posneli bomo na video. Kako se vrnem? Pričakovanje. Kako se ti mu reče tukaj? Ledo. Ja, to je njegovo najboljše. To je njegovo najboljše. In pa imaš njegovo telesno kamero. Ja. Moramo jo naložiti, da si jo lahko ogledamo. Prav. Kdo lahko to stori? Naša predstavnica. Je že na poti sem. Eden izmed njih je, ja, verjetno sem rekla. Samo za zdaj, če bi lahko imela telesno kamero, dokler ne vide. Torej, glede tega, kaj misliš? Ali potrebuješ telesno kamero, dokler ne pride? Sam zato, ker je bila na njem in vse to. Ja, je za njihovo preiskavo. Ja. Je, ampak res ne vem, ker je želel govoriti z odvetnikom in nočem več zapletati stvari. Razumem, ja. Ker nisem jim dal dovoljenje, da bi dal. Ja. Ne, popolnoma razumem. Ne, Ampak sem na tvoji strani. Samo nočem, da jaz to storim. ne, biti. Ja, razumem to. Po pričevanjih je tisti večer v trgovino za noč čarovnic prišel moški, ne da bi nakupoval, ampak naj bi domnevno kradel. Tisti moški je bil identificiran kot Chase Beltrama. Po sodnih dokumentih je bil Chase obtožen kraje predmetov iz trgovine. Ko ga je eden od zaposlenih poskušal ustaviti, je takrat posredovalo varovanje trgovine. Ja, in potem mi samo povejte, kaj se je zgodilo. Pravkar smo nameravali oditi, ko sem zagledala varnostnika. Stekel je mimo te obraje in potem, kaj je bilo? Privonice za 4. Stekal je mimo nas in pogledala sem, ko je tekel. Dekle, ona je vzela košaro, ki jo je držal iz njegovih rok. Ko rečeš dekle, ne vem, delavka, prav zaposlena, nosila je oranžno. Razumem, v redu. Nosila je oranžno majico, ona mu je vzela vrečko, košaro in on jo je odrinil. Potem ga je varnostnik podrl na tla in potem Sam prerivajo se, nisem dobro videla, ker so potem vsi začeli povzročati zmedo. Ampak ko smo še vedno stali tam, ker smo poskušali oditi in samo slišali smo, ali si? Videli smo, da je plazil po kolenih in poskušal pobegniti. Varnostniki so bili na njem in ga je poškropil s solzivcem. Mislim, da je bil solzivec. In naslednje, kar sem videla, je bilo, da je bil moški na varnostniku. In potem smo sem slišali kot 3 strele, pojdi. In potem smo samo stekli nazaj. Torej, ko sta se prerivala, sta bila tukaj. Ja, bila sta prav tukaj spredaj. In potem je tip začel klicati. Ja, ostani prav tam. In bila sta kot v redu. In potem, ne vem, in potem je tip klical in varnostnik je bil na njem, ga vlekel, nekaj njegovega, predvidevam, da je bil solzivec. In pa so se nekako prevrnili ali karkoli. In pa smo se slišali strele. In je bil tip na varnostniku, bil je za sekundo. In potem sem pogledala stran, ker so vsi prihajali noter. In potem smo slišali strele. Ampak bila sem čisto spredaj, ker sem spraševala dekle uslužbenko, če želi, da ji pomagamo prinesti vse te stvari noter, ker je zunaj kup stvari. In potem so se začeli streli. Prav, zdaj bom samo povzela zgodbo, ki ste mi jo povedali in preverila, če sem vse prav razumela. Prav? Torej, bili ste
Vi ste bili nekako spredaj. Videla si ga, kako je stekel mimo tebe zunaj, potem pa si videla, kako je uslužbenka poskušala vzeti košaro temu moškemu. In potem ga je moški odrinil nazaj. In potem, ko so stekli ven, sta se začela prerivati. Ja, varnostnik ga je podrl na tla. In potem sta se res gorila. On ga je kar udarjal. In potem sta se začela boriti, nato pa je bil varnostnik na njem. Zdelo se je, da je segal po solzivcu. Ja. In potem se je nekako vse obrnilo. In potem je bil tisti moški za trenutek na varnostniku. In potem ni videl. In potem nisem nič več videla, samo strele sem slišala. V redu. Koliko si jih slišala? V redu. Po tožbi zaradi protipravne smrti, ki jo je vložila družina žrtve, je Josija obtožen, da je kričal besede kot so ne ali pa te ustrelim in poškropil Chasea s solzivcem v obraz, preden je potegnil pištolo in jo uperil vanj. V pritožbi je zapisano, da je glavni policist poročal, da na posnetku ni opazil, da bi bil gospod Beltrama oborožen ali da bi izrekel grozeče izjave. Zdelo se je, da je poskušal pobegniti. Josiah je bil prepeljan na policijsko postajo na uradni zaslišanje. Prisluhnimo njegovi strani zgodbe. Torej, preden nadaljujemo, želim najprej imam. Beri in pišem nekoliko drugače. In ne poskušamo tega narediti. To ni kot v filmu. V redu. Samo upočasnimo. Ni nam treba hiteti. Tukaj imam obrazec, ki ga uporabljam samo. Pogledal različne datoteke tukaj, opravičujem se. In obrazec samo pomaga poenostaviti stvari, jih naredi nekoliko bolj dosledne. V redu. In potem poskrbi, da popolnoma razumete svoje pravice in v bistvu svojo zmožnost, da te pravice uveljavljate. Način, kako bom to prebral, mimogrede, nočem, da bi se zdelo, kot da podcenjujem vašo inteligenco. Prav le zato gre, da imamo opravka z najrazličnejšimi ljudmi. Rad sem dosleden med njimi, ne pravim, da ste vi nujno dosledni pri enem ali drugem. Prav. Ko jih bom bral, bom med vsakim naredil premor. In za potrebe snemanja, če lahko dobim slišen da, vem, da ste morda nervozni ali karkoli. Razumemo da, ampak samo da veste, imamo posnetek. Torej razumete, da imate pravico molčati. Veste, kaj to pomeni, kaj ne? Da, gospod. V redu. Vse, kar poveste, se lahko uporabi proti vam na sodišču. Ali to razumete? Da, gospod. V redu. Imate pravico, da se pred in med zaslišanjem pogovorite z odvetnikom in da je odvetnik prisoten z vami med vsakim zaslišanjem. Ali to razumete? Da, gospod. V redu, dobro. Bi želeli govoriti z nami o tistem večeru ali o tistem času? Ampak imam odvetnika, ker imamo right to bear. V redu. Tako, ampak njihove številke ne poznam. Torej, vedno so rekli, če pridemo v streljanje, naj jih pokličemo in nam bojo pomagali skozi postopek. Pripravljen sem odgovarjati na vprašanja, vendar bi si želel, da je eden od njih prisoten. Ampak iskreno ne vem, kako dolgo bo to trajalo. Torej, če ne bojo takoj odgovorili, bom kar nadaljeval in odgovoril na vaše vprašanja. V redu? Torej, želite poskusiti z right to bear? Pravica do nošenja orožja. Ja, tako se imenuje vhod. Pravica do nošenja orožja. V redu. Naj malo pogoogram potem. Po poročilih, Josiah ni bil zaposlen v trgovini Spirit Halloween. Zaposlilo ga je tretje podjetje. Pravi, da mu je dovoljeno nositi orožje, vendar preiskovalci poskušajo preveriti, ali to drži. Je to zavarovanje za strelno orožje? Da. To je Delta Force. Pravica do nošenja orožja. Druga obramba klica, ali to izgleda kot tista stran? Mislim, da ja. V redu. Ali je to tista spodaj? Ne, ni tista. Obstaja ena, ki pravi pravica do nošenja. Tista tam. Se pojavi na številki. Tukaj. Naj kliknem na to, počakali bomo. Pojavi se kot mesečni paket. Ne. Ne tistega. Kaj jaz, mogoče se imenoval ali ima letni načrt, ker sem jaz kot poletnega. Torej ima premium in zaščita. Gremo naprej na Ultimate Plus. Ali še kaj takšnih?
Bom kar vzel. Si prepričan? Želim se prepričati, da to pokrivamo in bomo to plačali. Samo nočem, da oni. Verjetno ne bodo odgovorili, to je stvar. Ali pa remember storitve. V redu. Si to dobila prek trgovine z orožjem? Tako da sem šel skozi Triad Defense, da sem dobil licenco 3. stopnje za varnostnika. Šel sem skozi Triad Defense in to je preko Davida Browna, ne vem, če veste, kdo je to. Ne poznam ga. Ampak on je tisti, ki recimo, ko imate čaj 3. stopnje, pridejo iz zavarovanja Right to Bear Arms in nam predstavijo stvari ter se pogovarjajo z nami in tako naprej. Poskušajo ljudi upisati. V redu. Preverjam to spletno stran, da vidim, če je kaj. Ja. David Brown. Ja, šel sem preko njega, da sem dobil svoj tečaj 3. stopnje. V redu. Ne vem, če imam Triad Defense ali Right to Bear, je čudno. Tam. Moral bi zapomniti telefonsko številko. Ne, samo nikoli nisem mislil, da jo bom moral uporabiti. So, tu oni? Ja, to je to, ja. Tako je, ja. V redu. Poglejmo. Tukaj je kontaktna telefonska številka. Klikam na pomoč in podporo. Pogosto zastavljeno vprašanja. Na voljo. V redu. Kakšni so delovni časi odvetniške linije? 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V redu, no? Kje je telefonska številka? Ja, res je čudno. Tukaj je telefonska številka, če bi jo želeli poklicati. Da. Videti je kot telefonska številka. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Torej, to doda zavarovanje. Hvala, ker ste poklicali Right to Bear. Opravičujemo se, da smo zamudili vaš klic. Poklicali ste nas zunaj našega običajnega delovnega časa. Ali medtem, ko uporabljate drugo? Bo, v redu, poskrbel bom, da ga pustim. Bo. V redu, poskrbel bom, da si to zapišem. Od ponedeljka do petka od 9 do 17 ure. Vzhodni standardni čas. Prosim, pustite svoje ime, številko in kratko sporočilo. Mi pa vas bomo kontaktirali takoj, ko bo mogoče. Kot vedno nam lahko pišete na info@protectwithbear.com. Ta glasovna pošta se lahko snema zaradi zagotavljanja kakovosti in usposabljanja. Cenimo vaš klic. Nič hudega. Bomo našli. Bomo. Dobili bomo drugo številko. Josiah se odloči, da bo izkoristil svojo pravico do molka, vsaj dokler ne dobi odvetnika ali nekoga, ki bi ga zastopal. Torej bomo našli tistega, ki ima pravo številko. V redu, torej, to je videti kot njihovo. To je njihov vsakdan. Imajo telefonsko številko za pomoč. Ja, poglejmo, kar naprej iščimo. Toliko odgovorov. Samo starega. Zdaj ne morem uporabiti tistega, ki ga potrebujem. Na vsa poštna sporočila bomo odgovorili v 24 urah. Pokličite 911, nato pokličite 24-urno odvetniško linijo. Ne dajem mi dejanske številke za klic v sili. Ali lahko samo uporabim tisto, ki je brezplačna? In? V redu. Torej želite, da je odvetnik prisoten, ko se pogovarjate z nami? Da, gospod. V redu. V redu. Naj torej preverim in vidim, kaj lahko storimo glede tega, da vam zagotovimo odvetnika, prav? Samo na hitro preletavam vašo spletno stran. Mislim, da je to pero, ampak... Oprostite. Ne, v redu je. Ni vaša krivda. V redu. Moral bi olajšati. Ja, mislil bi, da bi imeli to odvetniško linijo, da bi jo imeli. No, to je zato, ker jo dajo vsem članom, ki jo imajo. V redu. Torej, vse je shranjeno na mojem telefonu, ampak si nisem zapomnil. V redu. Torej imaš dejansko telefonsko številko, če je to na tvojem telefonu? Ja, v redu.
Prav. Zato sem nekako hotel sem ga poklicati, ampak ja, danes je bil nor dan. V redu. Potem bomo nadaljevali in naredili korak naprej. Poskusili bomo videti, kaj lahko storimo, da vam priskrbimo odvetnika. V redu? Bomo preverili, če imajo koga na voljo in če lahko zagotovimo nekoga iz pisarne javnega zagovornika. Na splošno nimamo dežurnega odvetnika. Okrožno tožilstvo zastopa naše primere na sodišču. Pisarna javnega zagovornika oziroma katerakoli pisarna, ki jo lahko dobite, pa vam bo zagotovila odvetnika. Tako da moramo preveriti, kako bomo to uredili. Jih kontaktirali, če lahko pokličem svojo mamo, je to možnost. Že imam, recimo, ona mi lahko priskrbi odvetnika, ker dela na tožilstvu. Brez njega. Medtem ko so detektivi sodelovali s tožilstvom, da bi ugotovili, ali bo Joseja kazensko odgovarjal, so detektivi pregledali posnetke nadzornih kamer v trgovini. Na posnetku naj bi bilo videti, kako Chase Beltramo jemlje izdelke s polic v trgovini, jih daje v košaro in odide, ne da bi plačal. Vrednost izdelkov naj bi bila manj kot $90. Tožilstvo naj bi ugotovilo, da je imel Joseja utemeljen razlog, da ustavi Chasea Beltrama, Vendar je bil obtožen umora druge stopnje, ker ni imel potrebne upravičenosti za uporabo smrtonosne sile. Spletni sodni zapisi kažejo, da Joseja Armio ni več v priporu, vendar je njegov primer še vedno odprt. Za 1. september ima razpisano statusno obravnavo. Hvala, ker ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Znotraj zločina. Sem Elizabeta Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.